lepo je, da ste prišli v takšnem štilu spet podpreti Mileno Miklavčičevo, ki je naša današnja gostja. Samo da rečem nekaj. Sedite v razstavi, ki se jo postavlja 3 graške avtorice, in sicer Kristine Kerc, potem je bila Barbara Hammer in pa Krista Tic Tornquist. Evo, vidite, današnja gostja je pa, mislim, da najbolj jezična Gorenjka, kar je mogoče najti tam. Milena Miklavčič, ki je novinarka, ampak tudi pisateljica. In sem jo najprej rekel, ker tako imenitno govori, resnično imenitno govori, da se ona sama predstavi, ona bo to znala jasno napraviti. Lep dober večer še enkrat. Mislim, ponovadi mi moški ne pihajo na dušo, to moram odkriti povedati, se me zelo bojijo. Pravijo, da strupijo v majhnih flaškah, če pa gor piše Milena Miklavčič, je pa to dvojen strup, se hecam. Imam doma 3 sinova pa enega moža, ki so preživeli. A ne, to pomeni, da boste tudi vi. Je pa res, no, nisem samo Gorenjka, sem tudi Žirovka, kar je še hujš, a ne, ker o Žirovkah je že Ivan Tavčar pisal, da če že rabiš ženo, nikar ne išči te v žireh, ker se ti bo v življenju slabo godilo. Tako da je polno takih stvari, a ne, ko te zaznamujejo že vnaprej, ampak saj veste, pes ki laja, še nikoli ni ugriznil. In to se tudi ne dogaja. Še hujše je, tu se reče, ali imaš prlečko ali pa psa, to je še hujše. Tako da zdaj ne vem, koliko minut mi daješ, da kaj povem. Kar povej, to je del literature, tudi njeno samo predstavljanje, tako da uživajmo v tem, kaj nam bo povedala. No, jaz ponovadi, ko delam na radiju in pokrivam tudi nočen program Snop, vam povem, da je včasih na začetku je trajalo kar precej časa, da smo se ujela, ne. To štajersko govorico z mojo žirovsko, pa da so možgani sprot prevajali, ampak zdaj sem se kar naučila. Tako da vse Frančeke, Lojzeke, Štefane, vse razumem, oni mene, in se mi zdi, da smo v teh letih postali že veliki prijatelji. Kdo je pravzaprav Milena Miklavčič? To je v bistvu, če vam povem, da sem po nebesnem znamenju dvojček, je to še najbolj razumljiv. Ker po en stran sem mama, sem babica, sem žena, no to sem malo bolj šoh, ker me nikoli ni doma, imam 4 otroke, enega vnuka, enega moža pa enega psa. A ne, to je tisto, na kar se mi zdi, da lahko opredelim, ne. In to moram skrbeti, zato živim in zato, kako bi rekla, v hiš me ponucajo za gospodinjska dela, za šoferska dela, za vse, ampak ko pa pride tisti trenutek, ko moram pisati, pa vrata zaprem, pa gor napišem ne moti, a ne. Takrat povejo, da se je Milena preselila v en drug svet, kjer pa vse toliko časa, dokler se vrata spet ne odprejo, nimajo vstopa, razen če slučajno voda gori. In ta dvojnost, veste, to me je v bistvu spremlja že cel življenje, pa jaz sploh nisem vedela za to, a ne, ker jaz sem imela zelo težko ali pa tako bolj kruto otroštvo, ker moja mama je bila zelo stroga ženska, ne. Jaz sem bila otrok, ki je rabil ogromno nežnosti, ogromno objemov, mama pa ostra. In pol je bilo že takrat, ko sem bila mičkena, sem se pač zatekala v tiste fantazijski svet, ki ga je imel zelo lepo zapisanega pisatelj Ferdo Godina, kateremu sem pošiljala, ker je bil pač urednik Mlade Nive v Ljubljanskem dnevniku svoje spise in jih je strašno lepo ocenjeval. In potem je enkrat prišel v žiri na eno predstavo in jaz sem bila
do letos pripričana, da je takrat prišel zaradi mene. Letos se pa srečam z enim vrstnikom, Marko Kosmač, sodnik je v Sežani, pa je rekel, veš Milena, takrat je prišel zaradi naše igre Ferdo Godina v žiri, so rekli, evo, 50 let si mi uničil, evo, da sem se znal, da je prišel zaradi mene. No in ta svet, ta fantazija, veste, se je nekako udejanjila preko različnih teh prigodnih zgodbic, ki jih pišejo otroci. In potem, ker je bila pač mama zelo stroga, a ne je bilo treba najti kakšen dinar za kino, za ogledališče, kamor sem rada hodila, sem začela pisati za Anteno tiste ljubezenske zgodbe. In pa je enkrat odkrila, da jih pišem, je ugotovila, da to bi znal biti moj osebni dnevnik in me jata pri 18 letih tako natepil po ta zadnji plat, da sem bila dolgcajta v tistih klobasah. To je bil moj tak zelo zanimiv daril za 18. rojstni dan. No, ampak, veste, ni vsaka stvar slaba, ne? Jaz danes o teh stvarih zelo prosto govorim in zelo, bom rekla, povem odkrito zaradi tega, ker če nisi odkrit, potem marsičesa, kar v življenju kdo počne, ne razumeš. Ne? In to, da sem se morala tokrat, ko sem bila na kolenih, postaviti na noge, iz mene dela tisto trmosto, pokončno žensko, ki se ne opogne, če ni mus. In ki, če prstane na kolenih, tam ne ostane, ampak se dvigne. In gre naprej, zlepa ali pa zgrda. A ne, gre pa. In nočem to nikoli doživljati v življenju, da bi jaz nekje obsedela, ker to ni v mojem značaju. In tudi pri pisanju je tako, veste, biti danes pisoči v Sloveniji, kjer nas je 2 milijona 500 ljudi pa piše, to je živ hudič, ne? Ker je veliko več tistih, ki pišejo, kot oni, ki berejo. Ne? In to je zelo težko se uveljaviti. In pokličeš v kakšno knjižnico, ja, pa reče knjižničarka, ja, a ste že bili v kakšni reviji, v Jani mogoče? Pravim, da še ne. Kaj pa v oni? Tudi še ne. Pa na televiziji, a so že imeli kakšno oddajo o vas? Žal še nobene. Ja, pa verjetno ne pišete dobro, če vas še ni bilo nič v mediji. In tako imam kar naprej te pogovore, te včasih zelo ostre pogovore s knjižničarkami in z različnimi organizatorji, ampak se ne dam. Pa preko Ritu Varžek pridem v tist kraj, če ne, tako pa malo drugače. Zato, ker to, da hodim med ljudi s svojimi knjigami, to mi je strašen užitek. Ker jaz govorim mogoče na začetku tistih 15-20 minut, včasih kakšno sekundo več, ampak pa, da se razvija tista debata, da ljudje sprašujejo, da se pogovarjamo, da se izkrijo mnenja. Veste, to je pa tisto, ko ti da o večeru eno, bom rekla, te poboža po duši, ko se ti čez en teden, čez en let spomniš, pa rečeš, kako smo se pa takrat fajn imeli. Ker, če sem jaz danes tukaj, se jaz moram fajn imeti, pa se morate tudi vi fajn imeti, ker če se ne boste mene in tale večer pozabili tisto sekundo, ko boste stopili skozi vrata in šli domov. Moramo se vsi fajn imeti, imeli se bomo pa fajn. Tako, da se bomo na koncu, ko jaz govorim, neham govoriti, pač pogovarjali o marsičem, kar se bo še slišali. Zakaj sem jaz danes tukaj? Ja, zaradi tele knjige, zaradi tekle mojih žensk. Veste, to je moja zelo ljuba knjiga. Jaz sem prejle Metke, ko smo se pelale, sem ji pripovedovala, kako ljudje, ki me poznajo, mislejo o meni preko te knjige, ker je v njej tudi precej erotika. Pa pravijo, ja, Milena, a ti to pišeš? Se svendar, mama, imaš otroke, kot da jaz ne bi vedela, kakšen je moški pod obleko. Jaz to očitno ne bi smela vedeti. Drugi se zgražajo, ja, kak pa ti veš, da se take stvari dogajajo. Tretji, ko to berejo, a ne pač pravijo, ok, ženo bom poslal za 14 dni na morje ali pa na dopust, in dosti imam to knjigo, ker so pač noter prizori, ki me
spodbujajo, da lepši in na bolj prijeten način zaspimo. Ženske, ko to berejo, me pokličajo pa rečejo, a si ti pisala o moji sosedi, o moji znanki, o moji prijateljici, ker se skoraj vsaka ženska v kakšni zgodbi najde. Je pa zanimivo, da v tej knjigi, to mi pa knjižničarke, kamor pridem, povejo, da podobne knjige v slovenskem prostoru slovenske avtorice ni, ki bi na tak način pisala o ženskah. So zlasti ameriške, mogoče kakšna nemška vmes, ampak slovenske knjige, slovenske avtorice pa ni, ker tukaj govorimo nas, tukaj niso, moje junakini niso neke izbrane ženske, ki jih nekje občuduješ, kaj pa vem, kakšne filmske igralke, gledališke, žalostne, potrte, depresivne in tako naprej. To so ženske izmed psa in krvi, tiste ženske, ki jih lahko pošlataš in boš čutil, kaj pošlataš. Ne bo neki medlo, ne bo neki spuhtelo zrak. In ko sem tole knjigo hotela izdati, veste, zmer je en razlog. Jaz sem delala tudi oddaje, prispevke za televizijsko oddaje, Pomagajmo si, in enkrat sva bila s snemalcem v Beli krajini in tam pride z enega Fogloža oziroma z enega ovinka, da me boste razumeli, pride en znanc, ko pa ni bil ženo, svoja lastno ženo, ampak je bil z eno drugo. In potem se dobiva na vrhniki v Šparu, pa takole odpre denarnico, pa reče, Milenči, koliko ti dam, da vštik, da ne v ženi povedala. Ova sem rekla, tole je pa vzgojno, pa ne bo zadoščar, samo 100 ali pa 500 ali pa 1000 evrov. In smo dala za Pokora, da mi pove svoje zgodbe. In v tej knjigi je kar nekaj njegovih zgodb, ko so pisane v prvi osebi, moški osebi, skozi moške oči, kar mi je bilo meni osebno, veste, zelo zanimiv. Jaz se veliko ženskam pogovarjam, tako, ampak kaj pa veš, kaj moški misle o meni, o njej, o kakšni drugi. V knjigi so bile pa te zgodbe napisane tako, kad jih moški mene kot žensko vita. Veste, to je čisten drug vidik, ker tvoj mož ali pa tvoj sodelavc ti ne bo tako po pravici povedal kot nekdo, ki se mora odkupiti za svoje grehe, kot tale gospod. In te zgodbe, ki mi jih je pripovedoval, so bile dosti zanimive, dosti sočne, in meni so se zdele strašno fajn in sem jih pač uporabila in tudi to srečanje, ki je bila za njega slabo, za mene je bilo krasno, ker mi je dal idejo za knjigo. Je pa noter 52 zgodb, pa za vsak teden v letu ena, tako da ni preveč, samo večina jih prebere na dušek, tako to moram reči, čist brez dlake na jeziku. In tale naslovnica je sploh nekaj posebenega, to je ženska, ki gleda mičkeno stran in ne vidiš obraza. Avtorica je Tatjana Ferenča, to je manja od tega Roka, Rock and Band, poznate ta cela ulica nori in tako naprej. No in sem rekla, zakaj se pa ne vidi kaj v obraz? Je rekla, Milenči, je ni ženske, ki ne bi šla na drug svet, da ne bi odnesla nekaj skrivnosti, seboj, katere ni še nikomor povedala. In pa sem začela razmišljati, kaj jaz vse imam v glavi, recimo razmišljam, ko ne bom nikomor nič povedala. In ogromno ljudi je, zlasti žensk, ki zaradi svojega statusa, česarkoli, nikomor nič ne pove. Jaz sem to ugotovila pravzaprav zelo praktično, ko sem delala eno tako zelo temeljito raziskavo o spolnosti na Žirovskem na začetku 20. stoletja, ko sem intervjuvala ženske, ki so bile takrat stare od 85 let naprej. Bilo je tam okoli 50 žensk in so mi pripovedovali, kako so pred drugo svetovno vojno se imeli moški in ženske radi, ko so bili sami. In takrat sem izvedela take zgodbe, ko jih v bistvu, sem jih tudi zapisala, v naši ženi so bili svoj čas tudi objavljene, ko jih v bistvu do takrat še nobeden v Sloveniji ni take zgodbe zapisal. No in te ženske so mi rekle, če ne bi bilo tebe, bi jaz
te zgodbe odnesla s seboj na drug svet. A ne? In to je tisto, a ne, ko takrat sem začela razmišljati, kako je fajn, da ti kaj vprašaš in kako je fajn, da si z nekom sam, da je ta človek potem do tebe iskren in da ti tako pove, ko čut, a ne, ker ve, da ti lahko zaupa. In to jaz v bistvu delam že 25 let, ko hodim med ljudmi, zapisujem njihove zgodbe, nekatere objavim v Gorenjskem glasu, nekatere obdržim zase, druge so tako krute ali pa tako, bom rekla, nekatere so tudi tako vodene, da sploh niso za objavo, da z tistem, ki mi jih je pripovedoval, pač preživim en lep popoldne. Skratka, to, da sem med ljudmi in da poslušam te zgodbe, je pa tisti delček mojega tretjega življenja, ko ga strašno rada živim. No, tukaj bom prebrala en odlomek o tem, iz zgodbe od tega gospoda, ki je bil tako kaznovan, da mi jih je mogel prepovedovati. On je lovil ženske na vse mogoče načine, a ne? In med drugim jih je lovil tudi preko interneta in eno tako epizodo, sicer zelo kratko, kako se je z eno preko interneta imel ti cybersex in tako naprej, sem takole zapisala. Ženska, s katero sem se srečal nekega hladnega jesenskega dne, je bila od vseh 7 najbolj skrivnostna. Še po tistem, ko sem spoznal domala vsak košček njenega telesa, mi ni izdala svojega pravega imena. Kliči me Rožnata, je rekla vsakič, ko sem jo previdno pobaral, kdo je. In zdaj naslednja. Z mano sem do sedaj spal le 2-krat ali 3-krat. Vnovič sva zmenjena konec oktobra, ko se vrne iz Amerike. V postelji je bila nerodna in nevešča. Imela je grdo navado, da me je nenehno objemala in poljubljala, kar mi je šlo blazno na živce. Bili so trenutki, ko se mi je zdelo, da bi najraje rekel, naj gre. Iskal sem izgovore, kako naj to najbolj elegantno izvedem, pa mi ni padlo nič pametnega na pamet. Njeni dojki sta bili drobni, nežni, bradavici sta se komaj kaj videli iz širokega, rjavega kroga. Nekaj pa moram priznati. Kuhala je briljantno. Navadil sem se, da sem med malico smuknil k njej in ob slastnih dobrotah, ki so me pričakale na mizi, sem pozabil, da me ne privlači tako, kot bi bilo treba. Svojega Oneja sem zato na kolenih prosil, naj se dvigne vsaj enkrat na teden. Ubogal me je, a šele potem, ko sem mu obljubil, da se bo lahko zvečer za nagrado posladkal pri Olgi. Kako si se odločila, ker vidim, da si imela materijala ogromno. Ja. Kako si se odločila za uvrstitev zgodb? A za te zgodbe v bistvu zato, ker so tako raznolike, a ne? Jaz sem imela v bistvu čez 100 zgodb, ampak pa bi bila knjiga še enkrat debelejša, tako da sem res zelo raznolike. A ne, ker raznolikost sem hotela prav to poudariti, da ženske smo si drugačne, tudi če si z nekom dvojčica, je vsaka drugačna in zato so v tej knjigi zgodbe, vsaka zgodba je z drugega sveta drugačne ženske napisana. Tako dolgo so te zgodbe nastajale, si se odločila, bom pisala prav tematsko zgodbe o ženskah in si zbirala in si pisala zgodbe ali si jih zbirala dalj čas? Jaz imam doma, veste, ker pač sem kar naprej v stiku z ljudmi, pa kakšne take odsvirke imam eno poseben zvezek še z tistih časov, ker ni bilo računalnika in si to beležim, recimo samo stavka ali pa 2, recimo o kom, ki ga takole srečam, moški, ženska in pol z tega nastane, lahko samo z enega stavka nastane zgodba ali pa roman, recimo zdajle imam že zelo daleč napisano tudi zgodbo o ženski, ki so jo našli mrtvo na enem parkirišču, ampak to je čist
Pomembno je to, ko policisti sprašujejo njene znance, sodelavce in kolege in dobijo 20 zgodb, kot da ne bi ljudje pripovedovali o eni in isti osebi. In to je tisto fascinantno, ko ti o ljudeh zbirajo zgodbe, ker vsaka drugačna, tako kot so te zgodbe v tej moji knjigi. Se pravi, imaš dosje. Ja, ampak brez imen, to meni ni pomembno, ker recimo jaz tudi, če sem z nekom nekje, jaz si zapomnim skoraj dobesedno, o čem sva se pogovarjala, ako me vpraša ti, kako je pa meni ime, takrat pa nastane problema. Vse vem, kaj sva se pogovarjala, kako je bil človek oblečen, kako je reagiral, ampak ime pa pozabim, to mi pa ni pomembno. Kaj pa kakšna zanimiva zgodba o mlajških žensk, recimo, ko ste prvi sporočila, mogoče po drugi, ampak ste sploh ne poročila, pa je imela razne odnose, da je vam tudi o tem pripovedovala. Ja, tudi, recimo, tudi zdaj v tej zgodbi, v tej knjigi je ni, jo imam pa že pripravljeno za eno naslednjih, recimo danes je zelo pogosto, pa noben se na tem ne zgraža. Recimo, da si mlade dekleta, ki nimajo denar za študij, da si pač dobijo enega starejšega gospoda, ki jih vzdržuje in z njimi imajo pač to blagovno izmenjavo, en da to dobi nazaj, recimo stanovane. In takih zgodb je kar nekaj, eno imam napisano, meni je bilo osebno zelo všeč, ampak nisem mogla noter uvrstiti. Recimo, to je en del današnje mlade ženske. Drug del je pa kaj noter, je pa ta odvisnost od računalnika. Mi je pa pripovedoval tudi en fant, ko je nekoč spoznal eno študentko. Jaz sem jo tukaj naredila z nje študentka medicine, v bistvu ni bila nekaj drugega. Ko sta začela hoditi in ga je povabila domov in pol je živela tam v enem krasnem stanovanju, ga je posadila pred računalnik, sama se je sedla pred drugega, kamere sta se odprla in sta se šla pred računalnikom to, kot normalni ljudje počnejo v poslu. Ana? Ja, pa poročena ženska, ki ima tako socialne razmere, da zelo težko živi, pa otroci, pa potem s tem si služi. Takšne primere ste... Ja, tudi to sem pa že velikokrat pisala, ampak nimam tukaj noter teh zgodb. Ženske, v Kranju je bila ena gospa, ki je zelo odkrito govorila o teh stvareh, ona je imela očeta pijanca, brata pijanca, mož je bil tudi alkoholik, imela sta 5 ali 6 otrok, ona se je do zadnjega dne s tem ukvarjala. In tudi moški, ki so zelo nekako, kako bi rekla, nekatere so bile stalne stranke leta in leta. Recimo v Žireh imamo zakonski par, ko so na internetu znani kot ona je znana kot Solzica 52, sta moja vrstnika, to pomeni okoli 60 let sta stara, ki se s tem stvarmi ukvarjata ločeno ali skupaj, odvisno, že recimo vsaj 10 let. Jaz sem za ta dva zvedla v Radovljici, pa cela Slovenija jih pozna. Je veliko mariborskih registracij pri nas pred blokom, Murska Sobota je zelo pogosto. In kadar pridem mim, so to taki avtomobili, ker tudi vem, kaj so za neznanke.